Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, do parlamentarnih volitev je samo še 110 dni, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Veseli me, da dobim vsak dan veliko vaših vprašanj, mnenj, kritik in pohval v zasebna sporočila. Danes odgovarjam na sporočili Srečka in Erika. Srečko mi piše: Zdravko, samo tako naprej, ne ozirati se na levake. Srečko, jaz sem levičar, ampak me je oče naučil, da moram najprej nekaj narediti, potem pa lahko trošim. Erik mi piše: puši ti in Janša. Erik, Bog vam pomagaj, jaz vam ne morem. Ne, to ni nov OnlyFans profil kakšne slovenske starlete, ampak očitno nova vroča politična linija Zdravka Počivalška. Kot ste videli, tudi če ga pošljete v bivšega avstrijskega kanclerja, Zdravko odgovarja. Ja, politika je res 3 pikice. Sedaj pa se lotimo 62. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali Faktor 666, hudič je med nami. Kaj pomeni število 666 in kako vraževerni smo Slovenci, nam bo povedal naš stalni komentator, dvojni magister Roman Vodeb. Roman, toplo pozdravljen. Lep pozdrav. Preden gremo na današnjo temo, se spomniš, včasih v Jugoslaviji smo imeli tiste vice oziroma strip je bil menda, ne? Mirko pa Slavko. A bomo zdaj imeli Zdravko pa Srečko, glede na to, kar so videla v uvodu. Mislim, tale politika ima neke neljube stvari, ki jih morajo te politiki, ki hoče biti izvoljen, pač skozi dati. Jaz že zaradi tega ne bi šel v politiko, ker je take neumnosti treba v ritualih skozi dati, pa tam neke deliti neke klobase, pa se všečnega delati. Zdaj, če se je odločil, pa naj to dela, pač to je zdaj muka, se mi zdi za njega. Skratka, praviš, spada zraven, ampak nekako se vidi, da ni to njegov... Da ne, ampak to, on je ta bik, ki povozi vse, tako da se mi zdi, da ne trpi toliko, kot če bi tole, ne vem, Alenka Bratušek mogla delati, sem jaz dal eno pikro pripombo in sam na blog dala. Pa sploh nisem bil žaljiv, ne. Tako da ta pa vse odgovarja, mislim, svakomu čast. Ja, res je. No, zdaj, če druga ne, evo, za nas je v redu, vidimo še malo tega. Ampak pa mi na današnjo temo. Roman, v eni od prejšnjih oddaj si rekel, da čutiš, da Bog obstaja. Pa me zdaj zanima, če čutiš tudi, da hudič obstaja. Jaz retorično večkrat rečem, da me hudič spotika, ne. Jaz imam, se mi zdi, take čudne obdobja v življenju, ali pa rečem tudi takole, zdajle teli kolegici, ki delava skupaj podcaste, ne, lahko dlje časa govorim, če Concorde pade, se mi zdi, da bo na mojo bajto padel, sam meni nič ne bo, ali pa spet me hudič spotika, ampak to so retorične fraze, jaz ne verjamem oziroma ne čutim, da hudič obstaja, zato ker ta moj foter ni bil toliko negativen, da bi se mi meni v glavi vzpostavil negativni oče, ali pa da bi imel recimo očima, ki ga bi smrtno sovražil in potem bi imel občutek, da hudič obstaja, ne. Čutim pa, da Bog obstaja, vzgajan sem bil ateistično, nikoli nisem bil v cerkvi, oziroma zvedel sem pri 25 letih, da me je glih foter pa njegova mama, da sta me krstiti pelala. Moja mat ni nič vedela. Se pravi, jaz sem bil krščen enkrat in edinkrat sem bil, ne vem, pri 3 mesecih v cerkvi, ampak jaz sem dobil po enem 25. letu, ko prej sem bil zagrizen ateist, ne. Pa sem pa dobil občutek, da Bog obstaja. In seveda sem pa tudi bral Freuda že, ne. In pa sem takoj sklepal, imel sem močnega očeta odipskega in tisti, ki ima močnega očeta, dobimo občutek, da Bog obstaja. Ni me pa inštitucija zgrabila, pa mi prala možgane in mi vcepljala Boga. Jaz sem spontan občutek dobil, ne. In jaz sem si tudi rekel, ne, zdaj čutim, da Bog obstaja, če pa Bog res obstaja, ne, se pa reži tale meni pa reči, verjamem, da obstaja, torej, Bog verjame, da jaz verjamem, da obstaja, vem, ne, ampak slučajno sem pa uganil, ne. V to smer, recimo, o Bogu razmišljal tudi Giovanni Gentile, ta znameniti
fašistični filozof. Ne? Je tudi rekel, ljudje ne moramo vedeti, ali Bog obstaja. Ja. Ne? Čutimo pa lahko in to konstrukcijo, ki jo naredimo znotraj religije, to je človekova konstrukcija uma. Ne? Če pa Bog obstaja, ok, pa naj bo pravičen, vedeti pa mi ne moramo. No? Religiozni ljudje se pa s tem ne strinjajo, to, kar sem zdaj jaz povedal. Ampak velja isto za hudiča potem, ali ne? V tem hudiču sem jaz tuhtal, kdo bi ta hudič na simbolno nezavedni ravni bil, ne? Ker seveda mi moramo to sceno, mitološko, tudi biblijsko sceno, prebrati na nek način tako kot sanje. Ne? Premeščen nek negativni lik je v tem hudiču. Premeščen je lahko negativni oče, pokvarjeni, slab oče, mogoče očim, lahko pa tudi neka slaba vest, ki tebi gloda moralno to čutenje, ker si ti hudoben, ne vem, nimaš osnovnega nadjaza močnega, potem si pa ti tam nekje hudoben, imaš zametek hudobnosti in potem se ti ta hudobnost skozi nek filter oziroma nek ovinek vzpostavi kot hudič in ti hudič neki smeti po glavi, mogoče ti pa še celo paše, ne? Ker nekateri te satanisti, ne, prav obožujejo hudiča, mislim, imajo tudi neko satanistično cerkev, imajo to znamenito 666, ne, ki se povezuje kao s hudičem in danes recimo imamo mi to številko faktorja 666, to so verjetja. Ampak te psihični prebliski, ki jih pa imajo nekateri na temo hudiča, so pa prebliski, so psihične narave, ima simbolno podstat, ki je nezavedna, ampak obstaja nezavedno jedro. To ne pomeni, da hudič obstaja ali pa da ga je celo nekoga obsedel hudič, pa ga pa še izganjajo hudiča. To je tak paradoks. Za mene, ko imam neko razsodno moč, da me glava peče, kot razmišljam. Se ravno tu sem hotel nadaljevati, zdaj si dobro predvidel, kam bomo šla naprej z debato, glede tega izganjanja hudiča. Ne? Zdaj, kar sem jaz videl po filmih pa po knjigah, hudič zmerom obsede verne ljudi. Pa me zdaj zanima, ni to malo kontradiktorno, ker verni ljudje načeloma bi morali imeti zaščito, ne, božjo zaščito. Zakaj recimo hudič obsede verne ljudi, nevernih pa ne? Tam bi lažje verjetno zraven prišel, kakor pa pri vernih. Vsak je imel mogoče očeta, ne? Vsak potihem tam nekje, ali pa ko je v stiski, ne, da je zagusti tam tik pred smrtjo, pa začne moliti. Pa se deklarira kot ateist. Ne? Načeloma imamo občutek, da Bog obstaja mnogi. Tudi neki ateisti, uradni, čutijo, da Bog obstaja, kaj jaz še nisem imel človeka tam, ker jaz to sprašujem na teh terapijah. Ne? Če čuti, da Bog obstaja, da vidim, kako močno vlogo je imel oče. Če ful čuti, pa da ni hodil v cerkev, pa rečem, oedipski oče je bil prisoten, pa tako naprej. Zdaj moram reči, cerkev pa tudi naredi svojo indoktrinacijo. Ampak s svojim znanjem bi pa jaz rekel pa tole, ker poznam pa tudi epilepsijo, ne, pa poznam hipnozo in z določenimi rituali. In jaz ne smem kot hipnotizer, vedno vprašam, ne, ali imate epilepsijo, to je božjast. Ker če ga jaz spravim nek globok trans, mu lahko sprožim umetno s to hipnozo epilepsijo. Epilepsija je pa na videz točno tisto, kar vidimo v filmih, ker v filmih je lepo prikazano, ampak tam je uprizorjen, ali pa zdaj imajo še dokumentarne posnetke, ne? Te nevrologi, ki se pa ukvarjajo z božjastjo, z epilepsijo, točno pravijo, to je epileptični napad. Ne? Zdaj pa eksorcisti pa opravijo pa ritual take vrste, da je to hipnotski ritual. Ker jaz pa vidim, kaj je hipnoza, mnogi to opravijo hipnozo, pa niti ne vejo, da je to hipnoza. Tam pred 2000 ljudmi dela nekaj, nikogar ne vpraša, če me epilepsijo recimo, ali pa šizofrenijo, ker to se ne sme, in kar množično hipnotizira, to so te šarlatani. In zdaj jaz znam to povezati, ne. Izganjanje hudiča, ali pa če nekoga obsede hudič, to je epileptični napad, ki ga lahko eksorcist umetno izvede s tem svojim transom, sugeriranom, ne, in značilnost epileptikov je, da jih pa božjast vrže ravno v tem transu. In potem se, rekel, v objemu nevednosti, da ne rečem butastosti, ne, oni zapadejo tam v neka verjetja, ki so, mislim, res bizarna verjetja. Ne ve, da je pač to epilepsija, ne pa hudič. Bova o tem še malo v drugem delu oddaje, ampak zdaj me zanima, ko si že pri bizarnih verjetjih, to so redki primeri, ne, da koga obsede hudič, pa potem izvajajo egzorcistične obrede, ampak vraževerje je pa dosti razširjeno med ljudmi. Ne. Tisto, kar se jaz iz otroštva najbolj spomnim, če ti je črna mačka šla čez pot, si moral iti ne vem koliko korakov nazaj, pa mislim, da plun čez levo ramo, sem že malo pozabil. Ja. Pa tega je zelo še veliko, pa petek 13, pa tako naprej. Ne.
pa številka 13 nasploh in tako naprej. Zdaj, s čim je to povezano, Roman, so to silno vraževerje? Kulturni kontekst je takšen, da so se podedovale še z časov, ne vem, totemizma, če se freudovski izrazim, oziroma nekega predreligioznega obdobja, animizem se reče strokovno. Ko so ljudje divjaki, jim reče Freud, ne, verjeli, še preden so verjeli v Boga, to, da ima vsaka stvar dušo, točno tako. Ne. In potem s to šibko pametjo so delali, niso si znali smrti razložiti. So mislili, da so recimo živali, da so njihovi predniki. In potem tam je nekdo ljubljena oseba, ne vem, umrl recimo, ne, in so verjeli, da se v obliki ene živali vrača, pa jo niso upali ubiti. Ali pa so jo jedli samo ob praznikih, pa tako naprej. Praznik je bil pa izvorno dan, kjer se je kršilo prepovedi, ne, tiste vraževirne. Ne. Se pravi, v ozadju teh socioloških kontekstov vraževirnosti, jaz rečem tem sociologija norosti, ne, so vedno neke simbolne strukture, se pravi ne bom rekel kolektivnem nezavednem, to je jungovski izraz. V nezavednem ljudi so se določeni simbolni procesi na identičen način začeli potekati in pa so vsi ljudje na nek način skreirali nek ritual, ki ima simbolno strukturo. Na simbolno nezavedni ravni nekaj pove, nekaj pomeni, vezano pa navadno na očeta, na tabu incesta, na neke prepovedi, tudi na hrano, na neko ugodjo, na neko prepovedano željo in potem si organizirajo nek ritual in so vraževirni in češ, zaščita pred mogoče nekim negativnim vplivom, morajo nekaj narediti. Naredijo nek vraževirni ritual, da se jim nekaj poklopi. To je vse nekoč nastalo, mi smo pa s kulturo, pa v objemu nevednosti in nekega pospešenega razmišljanja, ampak vseeno polovičnega predznanstvenega razmišljanja, smo mi verjeli ali pa še verjamemo v neke stvari, ki so se zgodile ta petek 13. To so neki templari bil smrčeni 13. oktobra tem v srednjem veku nekje. Ne? Ali pa o petkih so rabili, izvali giljotino. Petek, ne. 13. zdaj je vprašanje, če bi jaz to 13. seksualno razložil, 13. je, ne, ženske ima tisto trojko izrazito, prst je ritka, pa tudi ta genitalni del je tako na trojko narejen. Je pa falus. Predlagam, Roman, da o tem nadaljujemo po oglasih, če slučajno je šla gledalcem črna mačka čez pot, da imajo čas si plun čez levo ramo, tako da ne nama uid gledalci se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, zakaj oziroma kako je hudič med nami. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami je še vedno magister Roman Vodeb, vi gledate Faktor 666, pogovarjava pa se o hudiču, ki je med nami. Roman, poleg številke 13, pa že sva omenila tudi v prvem delu oddaje, tudi to črno mačko. Ne? Kaj je zdaj pri tej črni mački tako močna simbolika, da mi takoj vemo, kjerkoli se v nekem kontekstu neke zgodbe pojavi ta črna mačka, da to pomeni nekaj slabega, neke demonske sile in tako naprej. No, zdaj ti si bil tudi na moji razočarani gospodini pri seksologu. Res je. In tam upeljem jaz to črno mačko, upeljem pa tudi depilacijo v smislu, včasih ni bilo depilacije. Če črna mačka ni simbol ženskega mednožja in to poraščenega, pol pa ne vem, mislim, pa je moje znanje psihoanalitično, ne vem, crkne. Ok, ampak zakaj se pol bojimo tega, te črne muce? Zato, mislim, zdaj bom pa mogoče malo vulgarno, ampak teoretsko. Zato, ker je fuk brez muk utopija. Ker črna mačka, če moški to vidi, da ti tam ženska tam namiguje, da to ima muco med nogam. Te na greh spodbuja. Te na greh in pol ti zagrešiš in to ne tam doma med v svoji spalnici, ampak te napadalke se ti prav nastavi oziroma, rekel, ženske so bile pohotne to kot danes, tudi včasih. Ok, Bog vidi ali pa ne vidi in pol tam tudi gat niso imele te ženske včas. To je tisto črno mucko hitro pokazala. In normalen moški se mu takoj zasukne, če tam zavoha, da bo prišel do nekega ugodja, ker tista svoja žena se
se je naveličil, po parih letih se naveličaš in pol se ti tam neka ponudi. In pol pa ti to nesrečo prinaša, zato ker ti Nadja zacvili, samo kaznovanje pride, vaščani zvejo, ženska se tam še hvaliti začne, pa cela vas to zveje in pol pa muka nastane, ne, seksi luš, ne, z muco novo. Tako da črna mačka po mojem videnju, psihoanalitičnem sklepanju prinaša nesrečo ravno zaradi tega mota, ki sem ga prej povedal, da tale seks lušnje že, ampak tam se vse zalom pol. To je plas se vsuje nekega neugodja, nekih vozlov, nekih spotikljajev, nesreč. Zato je pa še ritual pa je, ne, mislim, to je še tudi perverzija. Baje moš pa špukati čez ramo, ne, moški pljuvajo, ne. Ja. To je pa ejakulacija, ne. In zdaj ne v črno mačko, ampak kraj, ko bi rekel, na roke čez ramo, nazaj, ne v muco. Mislim, to je simbolna struktura tega rituala je seksualna, definitivno. Ne? In pa dobimo to, kar dobimo, mislim, zdaj človek naj si misli, kar si če, jaz sem tole povedal. No, ampak sej se mi zdi, da vse en ti praviš, da za nas moške heteroseksualne vse je boljše, da se bojimo črne muce, kakor da preveč za njo skačemo, ne? Lej, zdaj si rekel heteroseksualne. Mislim, tako na cesti, ne? Ja, sej, zato, ker se zalomi, v seksualnosti se vedno zalomi, če ni ta zvestost, ne. Tam si daš heroin v žilo z neko napadalko, ko se ti nastavi, lej, pa si rekel heteroseksualni moški, ne, ko sem jaz to 666, ne, sem jo tudi imel v svojih teh nekih komedijah oziroma predstavah. 666, bi rekel, to je pa neka, mislim, zdaj bi rekel pederska oksid, pa bom jaz raj bolj, tole so 3 falusi, ne, če ti dobro pogledaš to 6, ne, to je testisi pa štrlina navzgor. To ni 9, da bi visel, ne, to je testisi pa navzgor. Aha, se pravi, misliš, da je tudi to, se pravi, tudi to neka simbolna prepoved spolnih odnosov, tako je, ne, ali pa da ti pridejo 6 teh, bi rekel, gejev, ne, zdaj pa to je pa velika nesreča, ne, če imajo pohoto, ker geji so recimo izredno promiskuitetni, napadalni, to nimajo sramežljivosti tako kot ženske, ne. In te 6 so, mislim, ko sem jaz to analiziral, mimo tega krščanstva, ne, ki imajo tam v Bibliji pač ta zvir, neka 666, ne, povezano s hudičem. Ampak tudi simbolna struktura 6 ima seksualnost v sebi tako kot 13, ne, se pravi oblina ženska pa vmes pa tale organ. Ne, ali pa recimo 31 nima te konotacije, največkrat naključno izbrana cifra je pa pri ženskah, pa tudi pri moških, 37. Je pa tudi 3, 7 je pa tudi falična, ne. Tako da po Freudu ali pa psihoanalitično gledano je vse seksualno. Latentno, simbolno, nezavedno. Zdaj obstajajo pa tudi srečna števila, ne? Recimo ena so nesrečna števila ali pa nekaj, kar nesrečo prinaša, ljudje pa tudi verjamemo, da zelo veliko stvari pa srečo prinaša, ne vem, srečna števila pa detelce, ne, toperesne in tako naprej. 4 peresne, ki zelo poredko jo vidiš in potem to vidiš in to moj sin Tim skozi tako jo najde, ne, vedno jo najde, zato njegovo nezavedno je 10-krat bolj občutljivo na nekaj, kar mora videti, kar želi videti. In on je s temi 4-peresnimi deteljicami obseden, pogleda, 3 sekunde jo že vidi. Ne, tako nekatere gobe, takoj najdejo, jaz jo iščem 3 ure, ne najdem nič, ne. Pa ima toliko sreče tvoj tim zaradi tega, ker toliko detelc najde, ali to ni povezano? Bi rekel, on ima neke tendence k nekemu paranormalnemu verjetju. Mislim, zdaj jaz tukaj tam, kje sem ga vse rekel, nafrahtaval. Čakaj, to je zdaj slaba reklama zate, ne? Če se malo pohecava, če to razlagaš. Malo sem ga zavajal, ne, čeprav moram reči, k vraževirju. So pa nagnjeni pa tisti, ki imajo primanjkljaj v očetu. Vse to mi je čudno. Jaz bom rekel, ne vem, če je ti vraževirn, ampak 4-peresno detlico, ki je kulturno posredovana kot nekaj srečnega. Ali pa podkvica je tudi recimo kulturno posredovana. Ali pa dimnikar, ne. Tudi recimo zapakiram všečno formo na tem mojem odru. Dimnikar prinaša srečo, ne, ampak samo ženskam. Ja, ker spuca dimnik, ali kako? Sweeping chimney je rekla Ana O. Breuerju, Freud je pa rekel, to je pa seksualno, to je pucanje dimnika, to je pa penetracija, ne. Kdo pa puca dimnik, je dimnikar, ne. Se pravi, ženska vidi dimnikarja, ne, ona blondna, vsa ampak zakaj se pa za knof prime takrat? Odpenjati se začne, takrat, če ni bilo fršlusa, ne. Se prime za knof in se začne odpenjati. A je logika. In dimnikarjev ni bilo, kaj bi rekel, tam v srednjem veku, ali pa še tisti
dimniki niso bili tako koncipirani, ampak se je ta sreča pa dimnikar vzpostavilo, kaj v zadnjih, ne vem, 300 let. Ne? In ta črni dimnikar ima omelo, falično, in je črn. Črna dlaka je na moškem telesu, babe se depilirajo, ne moš ti črno dlako lizati. Ne? Ja. To je vse zdepilirano. In zdaj pride črna pohotna gmota. Zdaj se tudi moški depilirajo, Roman. To niso moški, to so metroseksualci, da ti namignem, ne? Da ne bi slučajno depiliral se. Okay. No in sekundarna elaboracija, spet nek Frodo koncepti, pač je dosegla, da se pač vsi primamo za gumb, ne, tudi moški, ampak načeloma je ženskam dimnikar prinašal izvorno srečo, ker ženske imajo tudi pohoto tako kot moški. Ne. Se pravi, če te prav razumem, moški se primemo za knof, da nam ga ne bi kdo odpel, ženske pa zato, ker se začnejo. Ne, kulturni ritual je ta feminilna paradigma, se je razširil tudi na moške, ne, drugače pa izvorno to ženska zadeva. Ampak, ko si sina omenil, sin je nogometaš, ne? Mogoče pa zaradi tega nagnjen k vraževerju, ker vemo, da športniki pa so kar precej vraževerni. Kako je pa s tem vraževerjem v športu? Mislim, da pa moj Tamal pa nima. Torej, imela sta neke za srečo kopačke, s tem, da ona dva tudi vesta, da v psihični pripravi športnikov pač oba dva imata neka moja znanja, vesta, da sem jaz delal ene stvari, vesta tudi, ne vem, za Ilko, ne, oči, kako pa delaš, ne, jaz sem teorijo psihične priprave povedal, ne, in v tej teoriji jaz svetujem športnikom, da naredijo nek ritual, ki je trigger, ne, sprožilec dobre forme, dobrega občutka, ali pa, ne vem, sem imel eno športnico, ki je imela tam neko, morala je biti agresivna, tam se je za neko hitrost šlo, ne, in sem fiksiral trigger na poslušanje ene glasbe, ne, in to pač delam neurolingvistično pa s hipnozo, in potem ta punca voz avto sred Celovške, in dobi po radiu tisti trigger, in pritisne na gas, je šla 130 ni mogla, ne, ker je z afiniteto šla, se pravi, v procesu psihične priprave, da bo agresivna, da bo spustila, pa, ne, da bo pospeševala, sem koncipiral v glavi sprožilec. Nekateri, recimo, se tam križajo, Srbi, recimo, košujejo tisto travo, ne, in to pride do sprožilca, to je lahko v procesu psihične priprave načrtno, ali imajo pa tako intuicijo, ne, ali pa po končani tekmi, ko recimo razturajo, morajo tudi narediti nek trigger oziroma učvrstiti dobro igro z nekim ritualom in vzpostavi se pogojni refleks. Pavlov, po psu, ne, se pravi zvonček, hrana, se slini, ne, pride do pogojnega refleksa in ti športniku moraš pa tudi narediti v procesu psihične priprave neke triggerje, ki delujejo kot vraževerje. V resnici so pa tam načrtno. A si ti za našo smučarsko šampionko Ilko Štuhec tudi kakšen ta ritual naštudiral, da ona pride v to pravo mentalno stanje pred tekmo? Zdaj ne upam govoriti o Ilki, ne smem govoriti etika psihoanalize, oziroma ne smem govoriti, seveda z vsemi to delam, ampak hec pa je, ne, da je ena od teh športnic, potem enemu kolegu oziroma kolegici, moj sistem psihične priprave izdala, ne, in je ta ena oseba skopirala in popolnoma spodletelo skopirala in potem mene trener kliče, da si je njegovi športnici naredili med tekmo nekaj, ne, in potem jaz vem, kaj je naredila, sem rekel, to je narobe ona naredila, tista, ki je to delala, pa vem, kjera je, naspol se je skopirala, ene sisteme, ki sem si jih sam si jih skoncipiral, jaz se nisem naučil to v knjigi, jaz vem, kako psiha deluje. Zato mislim, o Ilki ne morem govoriti, ker je neetično. Ampak je pa verjetno, oprosti Roman, je pa verjetno kar to zahtevno tudi za terapeuta, ker tako kot si rekel, ima lahko nepričakovane posledice, recimo tista primer, ki je začela hitro voziti po Celovški, ne pa to. Ali pa zapade, mislim, ne, da ti povedal, kaj je bilo. Sred igre, ne, je po ritualu, ki se ga je oseba, ki je skopirala mene, je zapadla v trans. Ne? In v tem transu sicer je briljirala, sred transa se je pa zbudila in ni vedela, kje je. Zato, ker je ta, ki je sugerirala ta trans, pač to se s hipnozo dela, ne,
Ma jaz točno vem, 20 let delam s hipnozo, imam ne vem, 500-600 hipnoz. In nekdo pa sam skopira nekaj, ali pa zdaj, recimo v teh dneh nekdo pride k meni, ki je že bil pri enem hipnotizerju. Ne? Ja. In pa jaz sem rekel, se vam ta lahko ta izpit naredi. Je rekel, ne vem, raje vam zaupam, on je mesar. Mislim, pa grem pa gledati, tip je mesar, te drug jogije je prodajal. Pa človek nima, oba dva nimata pojma. In odpre ta srce, ne, vse zareže že, od srca odpreš, koš pa srca naredil, če nič ne znaš. Tu je treba z besedo pravilne stavke zapakirati v psiho, useliti vraževirje in to placebo finto učvrstiti in pride do placeba, ne. In ti moraš vedeti, da lahko tudi nocebo narediti. Nocebo pa pomeni, da je nek vraževirni ritual, ki tebi spotika formo. Ne? In moraš na vse to biti pripravljen. In zdaj tisk ne ve, kako to psiha deluje. Mislim, so to seljačina zapodi v neko psihično pripravo, vse narobe naredi. Jaz mislim, da posebej mogoče še v kolektivih, ki je več posameznikov športnih, vrhunskih, bi kar rabili eno tako pomoč, ko jo lahko ti ponudiš. Se mi zdi škoda, da več tega naši ne uporabljajo. Se ni treba, da sam tebe, pač kogarkoli, ki to zna delati, ker se mi zdi, ta ekipna dinamika, veš, lahko koga nekaj moti nezavedno, kot ti praviš, pa sploh ne ve, ne? In pol zaradi tega pride do problemov. Sam sem bil trener in sem imel 10 punc, ali pa še polk sem bil reprezentanco sem imel, ne. Jaz sem mogel vedeti beseda, ki je malo grajasta. Eni učvrsti psiho, ne. Se pravi, oče, ki jo na šrf prime, ji to pomaga. Če pa eno drugo nadereš, to se sesuje, ne moreš pozdraviti. Rusi so imeli to naštudiran, so punco sred tekme, sred olimpijskih iger pripravili do joka. Trener je vseku. Se je jokala na time-outu. Potem je pa svetovna prvakinja. Ampak mi, ki ne vemo tega, pa to recimo gledamo po televiziji ali pa v živo, se pa pol zgražamo, pa rečemo, lega, kak je nasilen, pa to. Kje je ta meja? Ne? Se mi zdi, da zdaj na enih zadnjih olimpijskih iger je bil nek tak primer. A je bila celo nemška tekmovalka, ki je v nekem borilnem športu, če se prav spomnim, ki je trener ukloftal jo pred tekmo. Kako ti na to gledaš? Jaz nimam pa srca. Ne? Jaz sem mogel enkrat narediti eni športnici, ki se mi je zaljubila sred sezone. In seveda zaljubljen ne moreš pa to. Ženska, če je zaljubljena, ali pa moški, to vse narobe. Ne? Ja. In potem sem rekel, zdaj pa tole si ga osrala in zdaj pa jaz bom pa popušil, jaz bom debil izpadel. Zaradi tega, ker ti ne morem nič, ker ti sam tuhtaš na poroko, na otroke, jaz ti moram pa žvati iz tebe potegniti. Ne? Mislim, jaz žival sem iz nje vlekel, ampak na njeno pobudo, ne da bi jaz obseden s tem bil. Ne? Ona je želela, dej in jaz sem naredil. Ona se zaljubi, mislim, kečeš, pol sem pa strikom to naredil, pa sem rekel, to pa zadnjič delam. In sem rekel, zdaj mi pa gobčec zaveš, ne? Pa dokaž meni, ne? Rekel, jaz sem vedel, zdaj pa ti mene kaznuj, kot dobrega očeta, gobec mi zaveži in zmagaj, ne? In potem se je zgodil rezultat, ker je mene kaznovala z dobrim rezultatom. Ne? Sam to moš pa napenjati možgane, moš imeti neko razsodno moč, ampak mene je vest pekla, ker sem to načrtno naredil, ker jaz nimam srca za hrbtom nekaj delati, ne? Jaz imam druge pristope, ampak vem pa, da obstajajo triki, Rusi pa to delajo, ne, prav načrtno in to predavajo na teh kongresih, ne, in potem se pa te psihologi pa tega naučijo, ne, se tudi vraževirja naučijo, pa placebo, pa nocebo, teh vraževirnih for, ki pomagajo športnikom. Zdaj, ampak če te prav razumem, Roman, vseeno je nekaj na tem pregovoru, ne, hudič se skriva v podrobnostih, te detajli so kar pomembni, ne? Seveda so, ker naše nezavedno. To je detaljno vse posrka. Mislim, psihična priprava športnikov je veljala za nek ritual oziroma nek proces, ki ga upraviš, to je to. Ne? Jaz ugotavljam, da moram jaz športnike sterapirati. Moram videti otroštvo, moram videti kretenizem fotra, ker jaz sem pol vrnjeni oče, se transfer vzpostavil in ne smem postati negativni oče. Ne? Ali pa ne vem, tam je dominantna mama in potem moram reči, da mora v ekipi biti še neka ženski lik, katere beseda bo znotraj ekipe prijela, ker je v celem otroštvu samo mamo poslušala. Ne? To so te detajli, mislim, jaz jih vem. Ne? Zdaj, včasih poznam kak video ali pa na smučarski zvezi, če imam 2 ure, lahko vse razložim, drugače pa to je kvantna stvar. To je lažje na Luno priditi, ko pripraviti nekoga, da osvoji olimpijsko medaljo. To je tak protokol,
Zato je Olimpijski komite pa fakulteta za šport ekspertno skupino koncipirala 10 ekspertov in jaz sem tam filozofijo športa. Ker tudi ta filozofski vidik je zelo pomemben, ko pa ni znanosti, so pa ene modrosti. In jaz recimo trenerja vprašam, ki ga inštruiram, koliko punca joka cele dneve. Sem rekel, no tukaj bo pa ona dobila občutek, da je izbrana, ker toliko trpi. Se pravi, ona je toliko nesrečna, da znotraj sebe lahko skoncipira zmagovalno mentaliteto, ker čuti, da ji pripada, ker toliko trpi. In imam to pod kontrolo in rečem v redu. Pa to sam jaz delam, pa jaz te trenerje podučim. Zdaj, če nekdo se pa to šola, tega nimajo tam na psihologiji. Ja, zanimivo. Ampak če greva midva tam tja nazaj, Roman, če se strinjaš, kjer so začela pri tem izganjanju hudiča, egzorcizmu. Ko sem se pripravljal na to oddajo, sem zasledil podatek, da je katoliški cerkvi že 2018 zmanjkalo egzorcistov, da je bilo več potreb, ker so imeli pač teh ljudi za to usposobljenih. Pa sem pa videl še eno izjavo uradnega egzorcista novomeške škofije, patra Petra Vrabca, ki tudi pravi, da ima toliko dela, da se ven ne vidi, pa da bi rabil še pomoč. Zdaj, kako ti gledaš na to? Rekel si že v prvem delu oddaje, gre v bistvu tukaj za ljudi, ki trpijo za epilepsijo in potem doživijo ta epileptični napad, ampak zdaj to mi vseeno nekako ne gre v kontekst s tem, kar pač uradna doktrina katoliške cerkve pravi. To zdaj po mojem videnju čisto zgrešeno. Ni problem samo epileptični napad. Nekdo, ki pride zganjati hudiča, v tem, ki ni epileptik, mu sugerira, da ko bo dosegel trans, hipnotski trans s tem ritualom, bo on reagiral, kot da se hudič ven z njega gre. V resnici pa to sugeriran ritual. Mislim, to je taka neumnost. Jaz sem imel nekega pacienta, mi ga je mamica pripeljala, je imel pa šizofrenijo. In to zaradi droge. Po 10 letih drogiranja je postal psihotik. In oni tablete, zdaj on pa cel življenje na tabletih, v resnici imel pa eno epizodo. Psihiatri pa kar tablete. Potem ga je pa mamica eksorcistu peljala. In pa oče, seveda sta bila ločena, videl, kaj dela nad njegovim sinom, tam nek duhovnik. Se je očetu, ki je bil pa kar razumen, mešalo. Bivša žena je bila pa verna. Pa to ni, zdaj nismo več v srednjem veku. Pa mi imamo neko znanost. Mislim, zdaj bi ta cerkev morala se odvršiti eksorcizem. To je finta, to je placebo. Ne se s tem igrati. Mislim, Bobu je treba reči Bob. Hudiča ni, da bi nekoga obsedil. To je sugerirano. Tako so sugerirana prejšnja življenja. Ja, grejo tam na hipnozo, se vrnejo prejšnjo življenje, človek, ki hipnotizira, sugerira prejšnjo življenje, vzbudi fantazijo in na krilih fantazije on začne halucinirati prejšnjo življenje. Sem se utopila, zato se zdaj vode bojim. Pa to sama halucinira oziroma sfantazira. Ta pa misli, da je prejšnjo življenje odkril. Mislim, to so kognitivne disonance. To je napaka v logičnem sklepanju. To je nobene znanosti tukaj ni. In proti tem se jaz recimo borim. Pa bi ti lahko v bistvu Patru Vrabcu na nek način preskočil na pomoč, če ima on preveč dela, pa bi ti prevzel en del tega bremena. S predavanjem, jaz bi mu ušesa navil. To ne obstaja hudič na tak način. Pa da enkrat je meni prišla pa je rekla, da me hudič vabi na svojo stran, da hudič je skozi napreži in da vabi te ranjene duše, da bojo pa nisi šel. A sem rekel, gospa, kakšne neumnosti to govorite? Ne, je rekla, res. To 100% verjamejo. In zdaj kačem se jaz zdaj takrega. Pa še tako, obstajajo nekateri verski blazneži, ko niso imeli očeta, te so najbolj ranjeni. Potem, zato da preživi, fanatično verjame v primanjkljaj očeta. Se pravi, toliko ga je potreboval, da se je Bog ukoreninil njegovo psiho na fanatičen način, ima v resnici obrambno vlogo ta Bog, ker mu pomaga živeti. Ampak to, če gre on, to psihiatru mu dajo tablete, šizotipsko motnjo imate. Ne da se mu pa absolutno nič dopovedati. Absolutno nič. To, ko bi vratam govoril, nič. Ampak pol pa recimo pa treba skozi filozofijo, recimo spoznavni skepticizem, pa reči, veste, obstaja pa Kant, ki pravi, da je
pa Descartes, recimo, da je dvom edini, v katerega se ne splača dvomiti, v vse ostalo je treba dvomiti, pa subjekt proizvaja lastne subjektivne resnice, da absolutne resnice ni. Kant pa Descartes. Ne? Mimo Sokrata vem, da nič ne vem. In potem, če imaš ti status avtoritete, njemu serviraš, da mu oslovska ušesa rastejo. Da on nekaj čuti, česar ni. In on spozna, da mogoče se pa res moti in stopi 2 koraka nazaj. In potem ni toliko vraževiren, ne, ker je začel verjeti, da on ne more vedeti, ne, ali bo petek 13. res mu nesrečo prinašal, ne, ker če bo verjel, pa mu pa še jaz povem, če boste verjeli, se vam bo nekaj naredil. Ja. Tako kot ta cesta znamenita v Ameriki, ima 666. Tam je absolutno nenormalno povečano število prometnih nesreč, ker pride do noceba, učinka pričakovanega. Ker človek vidi tisto cifro, zdaj si mi pa nekaj naredil in zaradi sugestije se mu res naredi, ker verjame v to. Meni se pa ne more recimo nič narediti, zato ker v nič ne verjamem. Ja, čutiš pa, da Bog obstaja. Ampak tole me še zanima, za koncu daje, počasi grejo proti koncu, Roman, kako se zdaj obraniti hudiča, ne, oziroma tega vraževerja, ker to verjetno v določenih situacijah je moteče ali pa tudi ljudi ovira pri kakšnih stvareh. Kako se zdaj tega obraniti? Zdaj sem rekel, prej bil animizem, še ni bilo religije oziroma verovanje v Boga. Potem je verovanje v Boga, ki je še danes, pa je pa nastopilo obdobje znanosti. Ena znanost je tista, ki vse razloži. In zdaj treba se spogledovati z znanostjo, kaj znanost reče o vraževerju, ne, kaj znanstvene raziskave pravijo, kje je ta skepticizem, ki oporeka vraževerju. In potem tam piše, da je to psihološki učinek, tako kot pri teorijah zarote. Ko imajo te zarotniki absolutno imajo občutek, da jih avtoriteta zavaja. Znanost pa pravi, recimo to, kar sem jaz že razložil tudi v Faktorju, da je to psihični občutek, ki je nastal na fundamentu zavajanja staršev kot prvih avtoritet. In nekdo, ko pride do uvida, ko začne verjeti znanosti, ne, potem pa prav, pismo sem se pa uštev, jaz sem pa mislil, ne, ja narobe si mislil, ker si nasedel lažnim avtoritetam oziroma nasedel si religiji, ki je verovanska, to je vera, to ni nič znanosti. Znanost ima pa spoznanja, se dajo eksperimentalno dokazati, ima konsistentno jedro. Zato pismo, jaz svetujem ljudem, da naj bodo pri proučevanju ali motrenju kulturno posredovanega, ki je spolsko, naj bojo kritični. Naj probajo, če so že Google doktori, naj grejo relevantne znanstvene raziskave brati, ne fake news, ali pa tam neke lažne doktore, ali pa, ne vem, šarlatane, ki jim servirajo take nebuloze, da jaz, ko to vidim, mislim, se za glavo držim. Ker Srbija, recimo, ima pa zakon, da te vraževernosti, ki tam neke karte mečejo, v Srbiji je zakonsko to prepovedano. Mislim, jaz sem pa klical na ne vem koliko naslovov inšpekcij, da je oddaja, ki je bila včasih tukaj, klepet ob kavi, to tam norci širijo laži, oziroma nebuloze, mogli iti pa v polje na zaprt oddelek. Ti bi prepovedal to, tako kot v Srbiji? Jaz bi prepovedal, ker škoduje narodu, ker narod verjuje v napačne stvari in potem se narod zakalkulira, plačujejo tam nekim vedeževalkam, pa tam klicarijo na tisto neke linije, tam bankrotirajo. Mislim, jaz sem take stvari, to je dala celo plačo, da bo bela magija, da ni črna magija, vi imate črno magijo. Kakva črna magija? To je učinek verjetja negativnega. Pa bela magija pa stane 1000 evrov. In ženska plača za belo magijo, to je tak natek. Ni pocen. Mislim. Roman, prišla se do konca oddaje. Dragi gledalke, dragi gledalci, kot ste slišali, motiti se je človeško, če se kdaj zmotite, vas še ne bo vzel hudič. To je bil v hudičevem številu že 666. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, kako dvigniti rodnost in hkrati rešiti stanovanjski problem. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.